Dober večer vsem skupaj, dobrodošli na večeru po dodekalogiji. Je še tukaj dodekalogija bis. In kot se za bis podobi, prosim najprej en tak aplavz, da je čutiti, da... Maja, to sem jaz, je med prebiranjem in izmenjavo sličic za album Panini od dodekalogije. Kaj ga imate? Ja. Ja, dobro. Pri hostesi slišala gospo, ki je spraševala, ma kaj nimamo še v programu srečanje z igralci, z Janežičem, ki jaz bi imela dosti zdaj vprašati. Ko je gospa pogledala Majo, je ta samo skomignila, če že nima pojma. Bi bilo pa lepo, je rekla. In to je bilo enkrat decembra, sem včeraj preverila med elektronsko pošto, ker je Maja naslednji dan klicala Tomija zaradi nekega članka za Primorske novice in ga vprašala, kako se mu zdi, če bi se morda dobili. Pa je bil takoj naklonjen ideji in je napisal tudi v mailu, da je že posredoval v SNG Nova Gorica. In tudi tam so bili za. In tako so bili vsi tako zelo za, da smo zdaj vsi tu. In jaz srčno upam, da je tle nekje vmes tudi naš Jora. Ker na koncu, naj se javi, lahko ni treba javno, lahko tudi več kasno, ker na koncu me je doletela še ta čast vodenja, oziroma pripadla je ta čast vodenja Maji, ki ni ravno ljubiteljca javnih nastopov, tako da je fasala 3 herpese na ustnicah, ampak njen mož, Andraž, pravi, da je to zaradi volitev. Ker, ko bo znala 4. stranka v vladi, dobim še 4. Tako, zdaj pa predlagam, da bi začeli in medija res, torej Tomi, jaz mislim, da se to marsikdo sprašuje, zakaj tak način pripovedovanja, zakaj igralci o sebi na tak način? En mikrofon. Katerega koli? No, mislim, predvsem je ful lep občutek biti, mislim, hvala za to pobudo, ne, in mislim, čudovito je, da obstaja ta želja po tem srečanju, lepo je biti tukaj in mene ful enih stvari zanima, tako da mislim, da ne obstajajo vprašanja samo za ene strani, ampak po moje tudi z naše strani. Zdaj, ko smo se mi pripravljali, jaz sem danes včeraj sem z Guidetom gledal fotografije, zaradi tega, ker seveda fantaziramo o knjigi, ker so nastale tako odlične fotke, po moje tudi tukaj se vrtele danes, nekatere od njih. Sem vrtel film tudi nazaj, spomnim se teh srečanj, se pravi z ekipo, še preden so se začeli sami procesi vaj in tako naprej. Seveda smo se oborožili, pa jaz sem se poskušal oborožiti z različnimi materiali, ki bi lahko bili osnova temu, o čemer smo sanjali. Ampak v končni fazi je bilo jasno, da bo sam ustvarjalni proces izhajal iz teh ekip, iz teh ljudi, s katerimi bomo delali. In tako je tudi bilo in prvi ta proces v Temišvaru je bil en tak test na nek način, ki je me presenetil. Na nek način so me te življenjske zgodbe, družinske, zagrabile bolj od vsega. Ne? In te ostali materiali so preprosto samo odpadali. Ne? Začel sem to zapisovati, začel sem to sestavljati, začeli smo eksperimentirati s tem in ta stvar je na nek način potem hodila svojo pot in temu sem sledil, to sem predlagal v ekipah in to je
bistvu kmalu postalo, oziroma tako je postalo ključna, dominantna stvar. Ampak mi smo se pa spuščali, bi rekel, v cel proces vnaprej začrtano to kot edino možnost. Ne. Vedel sem, da je meni pomembno, imel sem to željo, ampak v resnici nisem vedel, kako se bo stvari šle in delo na ta način ima polno enih rizikov tudi, polno ene negotovosti v bistvu je zaradi tega, ker pravzaprav ti nikoli z gotovosti ne veš izida. Ne. Treba je res zaupati na nek način procesu in zaupati ustvarjalnosti ekip in vseh, ne, vključno svoji. Tiste je Beatbook, oziroma prijavna knjiga bila napisana 2020 še naprej, če se ne motim. To pomeni, da tam notri je bila ta zgodba dodekalogije že nekako umeščena. Ne, mislim. Se pravi, povedano. Predstavljajte si, kako je Neda, ne, kaj bi bil že gverilsko pripravljala to, ne. Mislim, ona je vlekla te ljudi iz vse povsod, ne, in pač jaz sem bil tudi eden od teh, me je pač tako nekako vlekla, ne, dej pridi pa boški, ne, in v končni fazi sem bil pa ne vem kje, veš, enkrat na Norveškem, enkrat v Vilni, ali kaj zem kaj, in potem je bilo tako na tem nivoju, Tomi, dej povej samo bit, ja, lej poslušaj, zdaj pa jaz mislim, da bi bilo to na to temo, ma ja, napiši, kar hočeš, ne, pač na kiro temo, ja, lej, v redu, ja. Mislim, zakaj? Zaradi tega, ker govorimo o nečem čez 5 let, ali kaj, me razumeš, nekaj, kar je v taki negotovosti, da itak ne vemo, ma poslušaj, ma biti, pa lahko je mednarodno, ma ja, v redu, dej, ja, ne, da ni problema. Ok, boš posnel da si za, ja, bom posnel, da sem za. Mislim, to je v resnici na začetku na tem nivoju, razumete? Na nivoju, a si za, a želiš podpreti to stvar? Ja, ne, da te želim podpreti Novo Gorico, super bi bilo, če ne, tako. Kaj bomo delali, bomo videli, ne. V resnici bomo videli, ko se bo vedelo, da bomo delali. Ampak njena intuicija je, kako bi rekel, ne da je v resnici zadela eno temo, ki se mi zdi strašno vznemirljiva, ne, in to je v samem naslovu. In to je ta igra teh dveh besed, ne, destination in destiny, ne, se pravi destinacija in usoda. In to pa je v resnici nekaj, kar me, čemur je v končni fazi tako drugače posvečena cela dodekalogija in ena tema, ki mene absolutno intrigira na nivoju zgodb. Kaj je prepeljalo ljudi sem, zakaj smo se tukaj znašli, koga vse je peljalo tukaj skozi to mejo, čez to mejo, skozi ta prostor, od kam je odpeljalo ljudi, od tukaj, ne. In to razmerje prostora in nekogaršnje usode je še zdaj nekaj, kar mi dvigne kocine v bistvu, ker v resnici mi nimamo pojma, zakaj smo se nekje znašli, kako nas je opredelil, kako nas je dvorišče, bi rekel, pred bloki na nek način opredelilo, kako nas je opredelila, pač prostor, v katerem odraščamo, ali pa kamor nas je z nekega razloga prineslo življenje. No, to je bila ključna tema. Ona je seveda navijala za to, za Francoze, ne, za Bourbone, ne, za Bourbone, ne, ampak v bistvu bolj, ko sem jaz tam čital o teh Bourbonih in vse, in to se mreži, razumete, to se mreži različne države, to se mreži vse povsod. V resnici so meni tudi se spomnim Simono, ko smo se na začetku veliko pogovarjala in Simona je pred samim začetkom procesa pripravila Simona Semenič dodekalogijo miniaturk, se pravi čak mini dramic, ki bi lahko bila ena taka hrbtenica in tako. To je bil vse del enih temeljitih, bi rekel, priprav, ki smo jih imeli, preden smo se v karkoli spustili. V glavnem te Francozi mene niso zagrabili, no. Mislim, predvsem, ne, ker ti ne morejo biti simpatični, ne, zdaj, mogoče bo grdo to, kar rečem, ampak ne vem, če vi veste, mislim, za ta francoski kralj, ki je tukaj, ne, mislim,
kar sporna osebnost. No. Mislim, to ni, ne. In zdaj, zakaj bi, te pomislite zdaj, ne, kaj je odtehta, no? To je zgodbe, ki smo jih slišali in delili v UNO, ali zdaj te Francozi. In tako, ne, da ne bi bilo zdaj zanimivo, karkoli že, samo meni ni zagrabilo in potem je Neda tako imela idejo, itak bo ta opera, ki so jo napisali za tega, ne, tako. V glavnem smo se nekako izognili, upam, no, Bourbonom, ne. Ampak sam proces dela, sam proces pisanja oziroma nabiranja teh zgodb. Torej, moramo povedati, da novinarji smo marsikaj slišali v tiskovnih konferencah, kjer pa javnosti ni bilo. Ne? Torej, kako je pravzaprav potem nastajalo vse skupaj? To je mogoče vprašanje tudi za ostale. No? Odkot so vse prišle te zgodbe? Jaz ne bom pozabila tistega bika, ki je zbežal. Ne, pa, ne vem, gluhonemnice sem prvič izraz, recimo, slišala. Mislim, ogromno nekih stvari je ostalo gledalcev. Da ne rečemo, da potem v zadnjem hipu teh ličem danes ima si imel Imagine. Ne, ni bilo te pesmi, maj so jo omenili v ukrajinski predstavi, ki je žal ena, ki je nisem videla. Ne. Tako da je dosti takih detaljev. Kako se je pa potem sploh izrisovala ta nit vsake predstave posebej? Dobro, se to bo moja tudi ekipa povedala, ne, ampak mislim, da je v bistvu to, o čemu smo ostali zavezani skozi celo ekologijo, da je to transgeneracijska dokumentarna fikcija. Ne, se pravi, nismo se mogli izogniti tej temi nekih prenosov iz večgeneracijskosti in črpali smo v bistvu iz resničnih zgodb, družinskih zgodb, zgodb, ki so poznane nam, oziroma predvsem igralski ekipi, recimo tudi Karlo, tudi zgodb od ostalih sodelavcev. Ampak vse skupaj je pa fikcija v smislu, da je vse to stkano v eno popolnoma novo zgodbo, da so nekje stvari popolnoma identične ali pa prepoznavne ali pa eksplicitno dokumentarne, ampak v resnici pa dostikrat povezane v eno novo zgodbo. In tako da je v resnici hkrati na nek način vse res in hkrati na nek način je vse ena pravljica. Ne? To. In mislim, da jaz sem se pri ustvarjanju več čas spraševal, zakaj rabimo zgodbe. Ne? In se pravi, pravzaprav, kaj rabimo znotraj teh zgodb, ne? Čemu so namenjene, tudi družinske zgodbe. Prvič sem na nek način zgodbe tudi analiziral, zakaj nastajajo ene družinske mitologije, kako so včasih izkrivljene ali pa zelo pristranske in tako naprej. In kakšne zgodbe potrebujemo v gledališču, zakaj, kakšne potrebe se zrcalijo v teh zgodbah, ker se v njih zrcalijo naše želje, naši strahovi in tako naprej. In te zgodbe so bile konstruirane izrazito z mislijo na ljudi, na dramaturgijo in na to, kar potrebuje gledališče. Tako da, mogoče preveč rečem, ampak meni se zdi, da so gledališče pravzaprav odmeri delali na ta način. No? In v tem smislu sem se počutil kot pri enem takem izviru. Ne? Jaz sem prepričan, da so ekipe gledališke, mislim, odvedno ustvarjali na ta način, ustvarjali so iz življenja, se pravi, prepričan sem, da Shakespeare brez svojih igralcev ne bi mogel napisati teh iger, prepričan sem, da isto velja za vse druge, mislim. In tako da to živo gledališče me preprosto navdihuje, kjer ne moreš več ločiti, kaj je pisano za nekoga, kaj je pisano iz nekoga, zaradi tega, ker, s tem zaključujem, je gledališče, in to meni ogromno pomeni, je v bistvu skupinska umetnost. In se pravi, skupinska umetnost je nekaj čisto posebnega. Nihče tukaj ne ustvarja sam, ne? In ne more ustvarjati sam, ampak ustvarja vedno v neki soodvisnosti. Meni to ogromno pomeni, se pravi,
Se pravi, nič od tega ne bi bilo brez v bistvu srečevanja, in to je največji žur. Se pravi, nekoč tega nisem sploh niti približno dojemal, zdaj pa mi je na vsakem koraku ustvarjanja gledišča, njeno bistvo je meni srečevanje. Se pravi, jaz vem, da se brez, srečanja z Marino ne bi zgodilo nekaj meni in ne bi se zgodilo nekaj njej in ne bi nastalo nekaj, kar nastane. Ne. In to ni nadomestljivo. Se pravi, ne moreš reči, kar zdaj boš pa kar nekaj postane bistveno, kdo je tukaj. Ne. Ja. In edinstveno, in zaradi tega meni je všeč, ko je igralec nenadomestljiv v tem smislu, da je edinstven, me razumete, da ne moreš več ločiti, tako kot v dodekologiji, da vloga, ki jo igra, da nekako mu jo z ljubeznijo pripišeš, ali pa da mu jo rad pripišeš, ne, igralcev. In upam, da je bilo tako, ali pa jaz sem večkrat se mi je zdelo tako, in to je to. To je... A sem se zabluzil že preveč? Ne. Jaz imam zdaj vprašanje za vsakega od vas. Kako je vaš žur, o katerem govori Tomi? Kako je bilo vam ustvarjati na tak način? Marina je drugače v stalni ekipi, kostumografi, ne, tako. Na njej se lahko zahvalimo za vse te fantastične, bi rekli, kostume, v bistvu je za neke obleke časa, ne, pravzaprav. Ja moram priznati, da je meni zaista, mislim, užitak mi je inače kad nekako radim sa ovom ekipom, a ovo je bilo posebno, ovo je bilo epsko u odnosu na svaku drugu predstavu i u stvari je bilo zanimljivo na koji način su ljudi, glumci u ekipama, u tim pričama koje su došle, pronalazili sebe i birali uloge. Mislim, tu ništa nije bilo unaprijed zadato ili planirano, nego baš to, način na koji su oni sebe prepoznavali. Mislim, velika ekipa, puno je bilo ljudi, ali ja se nekako vežem za njih kao glumce, kao umetnike i za likove koje oni igraju. Tako da je nekako ta igra dvojaka. Elena? Kaj pa moram... Ne hecam se. Mene testirali, če ste Meni je bilo to... Jaz sem prvič sodelovala v kakšnem takem projektu, ko smo bili soustvarjalci in moram reči, da sem bila na začetku kar zgubljena. Nisem si zaupala, ampak sem hvaležna za vse trenutke, tudi tiste, ko sem jokala doma ali pa za odrom. Predvsem zaradi tega, kar je Tomi rekel zdaj. Moram reči, da še nikoli nisem bila pri nekem projektu, kjer bi se na nekem intimnem nivoju lahko povezala s soigralci. Nikoli še nisem doživela toliko ranljivosti, toliko lepote, toliko ljubezni. In predvsem sem pri sebi odkrila kar nekaj senc, ki so skočile v procesu ven in sem tudi za to hvaležna. Moram reči, da ko smo to mi je skozi govoril, to nisi ti, ne, ko na vajah in tako naprej, ampak kako nisem jaz, če pa je to toliko mojega tu znotraj tega. Ampak tam na eni tretji ponovitvi predstave pri 73 sem pa nekako dojela to, kar mi je Tomi govoril. To je ženska, misli na to, koliko je dala ta ženska skozi in tako naprej. In sem jo lahko zaobjela z neko distanco ali pa dojela z neko distanco. In
In se mi zdi, da je to poklon kar veliki, veliko ženskam, ki jih jaz poznam. In to je eno veliko darilo. Tako da to. Potem zdaj. Ja, v bistvu, če se malo navežem na to, kar je Helena rekla, spoznati svoje sodelavce na novo po 25 letih sodelovanja je bilo nekaj neprecenljivega. Mislim, nisem z vsemi 25 let, ker so pač vsi mlajši od mene skoraj, ampak ja, s tem, ko smo se odpirali drug drugemu, smo se povezovali na nekih novih nivojih, ki jih prej pač ni bilo. In prepričana sem bila in sem še vedno, da se je pač pri procesu ustvarjanja 73 rodila ena naša nova družina. Ker občutek je bil res pač pripadnosti neki novi družini. In mislim, da je to nekaj zelo dragocenega, tako za človeka nasploh, še posebej pa v našem poklicu, kjer je res potrebno in pomembno, da smo si lahko tudi zelo blizu, no? In da smo lahko tudi ranljivi in odprti drug pred drugim. Tako da je to pač eno veliko darilo, ki ga je ta proces meni dal, za katerega sem hvaležna. Hkrati pa tudi spoznavanje okolja in ljudi in zgodovine moje lastne družine, za katero sem bila vsakič znova presenečena, ko so hodile te male zgodbe, ki jih je Tomi iskal ven, ko se ni šlo za te neke velike stvari, ampak za tiste male, na nek način na prvi pogled mogoče nepomembne, ampak tiste, ki zares v bistvu pustijo neke velike pečate v človeku, ne. Tako da tudi na čisto tem osebnem nivoju je bilo zelo lepo in ja, včasih tudi precej boleče. Ampak na koncu res zelo lepo. Se upravičujem, jaz nisem še predstavila, pa bom sproti predstavila, ne. Tu imamo Marino Stremac, tako, Heleno Peršuh in Ano Fakirič. In to je zdaj Žiga Vir. Ja, tudi zame je bil ta način dela prvič v življenju. In mi je dragoceno zato, ker ko soigralci prinašajo neke zgodbe, ki so osebne, kljub temu, da se potem transformirajo v nekaj drugega, tako kot je Tomi rekel, pa se sestavljajo kot Lego kocke v neko celostno podobo, ki na koncu je osebna in ni osebna in tako naprej, se mi še vsem zdi, da je delati s temi zgodbami neka odgovornost, no. Pač to ni, kot igralec dobim pred sebe tekst, v katerem je pač napisano, so opisane osebe, so dogodki, situacije in tako naprej. In potem zdaj iščeš v tem noter to, kar ti je tukaj v bistvu dano, ko ti nekdo to pripoveduje. Ti vidiš, kaj človeku to pomeni, ti vidiš neke emocije, ki jih potegne za sabo. In pač igrati se s temi stvarmi, igrati na lep način je nekaj dragocenega, meni osebno, no. Male zgodbe, ja, male besede se mi je zdelo, da pač jaz imam občutek, da se v teh predstavah mi ne pogovarjamo kot filozofi o nekih
da bi uporabljali neke globoke besede in raziskovali ne vem kaj vse. Ampak za tem imam pa vedno občutek, da se skrivajo neke teme, ki so zelo aktualne, zanimive, pretresljive, tako kot si rekla. Ja. Mislim, male zgodbe, luzerjev večinoma, ne. Ampak ja, ljudi, pač ni herojev tukaj noter, se mi zdi, no. Vsaj takih, kot si mi predstavljamo, da ne bi heroji bili. In pač mene dragoceni so mi te momenti v teh predstavah, ko se zgodi neko soočenje človeka z nečem absolutno večjim od sebe in je v tem na nek način nemočen, ampak v resnici ful lep, no, pač človek. In pač videti vsakega od soigralcev, od mojih sodelavcev, od kolegov iz drugih gledališč v takih momentih je pač res lepa stvar, no. To mi je dragoceno bilo pri tem projektu. To je pa Carlo Zorati, in italiano. Ma chi ha le cuffie? Ah sì, italiano? Se no inglese. Italiano. Mi tolgo questo italiano. Tu di solito non lavori al teatro, no? Perché se parlo di quello non finiamo. Allora parla come ti è parso questo processo di lavoro, ecco il tutto, forse della tua parte, Ma dico una cosa che è proprio strana, cioè che dicevo agli italiani, dicevo ma sai che, non so perché ho bisogno di dire questo, ma cioè dicevo ma sapete che hanno nei camerini gli attori il divano? Qualcuno ha una cucina, cioè mangiano lì e si entra e si esce a tutte le ore del giorno. Ho detto ma sembra più una casa, ma ho detto proprio così, e gli italiani nismo povedali. Če lahko, mogoče niste slušalkice, če lahko dvojne. Bom kar jaz. Ja. Pravi, ne vem, zakaj to pravim, ampak moram to reči, ker se bo zelo čudno. Jaz sem Italijanom rekel, veste, da tam igralci noter v sobah eni imajo kavč, pa kuhajo, pa tam živi, mislim, pridejo, katerikoli uri dneva grejo, pa pridejo, oni tam živijo, pa to so neka družina. Sì, e il livello è anche oltre se vai a lavorare a Cruce, perché se vai a lavorare a Cruce è come andare tipo in colonia, ma è così che si vive tutti assieme. Pa še večji nivo, kot greš v nek tabor, ne? Sì. E quindi il livello di non so, di coinvolgimento è una cosa che non immaginavo che esistesse, e anche siccome diciamo se questa è la mia esperienza del teatro come un grafico, ok? L'esperienza mia del teatro è così, no? Ma questa è anche, cioè tipo così è la dodecalogia, capito? Quindi io tutto quello credo che il resto del mondo, il teatro funziona così, cioè penso che è così, poi ho capito dagli altri che non è così. Raven vključenosti je tukaj tako neverjetna, ne, da si tako upleten, in ker so moje izkušnje v gledališču pač omejene, jaz sem eno pač določeno izkušnjo naredil, z dodekalogijo sem naredil vse v drugi poti in v bistvu jaz sedaj mislim, da vsa gledališča tako delujejo, kar pa ni res, ne. Mogoče dodate, da Carlo ni igralec, ne? Carlo je video ustvarjalec, režiser, tudi avtor filmov. Kako ste?
Ko si rekel zadnjič? Samouk celo. Ne? Tako. Self-taught. Okay. Branko Hojnik. Ja, mislim, ogromno se odpre nekih tem, zelo je težko zdaj, ker je tako bogata izkušnja se fokusirati. Ne, mene je sigurno ta meni vse osebno, ker je redka izkušnja, pa vprašanje, če kdaj še imel priložnost, je ta časovna komponenta, ne, redko, mislim, ful je zanimivo, zakaj v gledališču sta ta 2 meseca ali koliko 2 meseca pa pol ta format. Mislim, da je to edina umetniška panoga, kjer je predpisan format na nek način, ne vem, v piscu nobene predpiše, ne vem, naj bo roman toliko pa toliko dolg, imaš toliko pa toliko časa, da ga boš napisal, oziroma redko, mislim, so gledališče zaradi pač produkcijskih zahtev in se je oblikovalo tako pač, kot se je oblikovalo. Ne. Ta izjemnost, te izkušnje, sigurno, koliko ima ta negotovost, da ne vemo, kaj bo hkrati, je pa dalo lahko neko totalno gotovost, ker si vedel, da boš neke postopke lahko razvil v tem dolgem časovnem obdobju. To je bilo, recimo, zelo zanimivo meni. Pa tudi, evo, je lahko dobra izkušnja za naprej, za kakšne druge procese, zakaj ne veš, jaz na nek način nisem dovolj discipliniran. Jaz mislim, to ti imaš, da lahko iz enega procesa, kakšne izkušnje zelo dobro jih nekako sidraš, pa jih. Jaz si nekako mislim, je zaključena predstava, ne, dobro, da ostane verjetno podzavesti. Tukaj pa je bilo lahko tako načrtno si to gradil, ne, da si znotraj. Isto, evo, spoznaš ljudi, spoznaš igralce, zdaj pa vem, da ta hip igrajo, recimo, v dekologijo še kje druge, ne, da je del enega tega procesa, ne, kak bi sploh razložil, no, nek nenadomestljiva pač izkušnja zaradi te časovne komponente. Drugo pa ne vem, je pa to zraven o zgodbah, ja bi pa spet lahko govorili, ja, zakaj, verjetno, meni je ta, kaj pomeni empatija, recimo, ne, zdaj, tudi podobno sem bral tega Gospodinova, ne, da je na nek način empatija lahko neke vrste časovni stroj, no, lahko jaz se preselim na nek način v babico, pa si probam predstavljati, pa razumeti, to je neka bila dobra izkušnja, no, tudi tega, da mogoče to dvoje. Njemu se lahko zahvalimo za vse te lučke, da ne nadaljujemo, vse, kar smo videli, kar je bilo postavljeno in tako dalje. Damjana Černek. Ja, mogoče sem razmišljala, kaj ne vam povem, pa vam bom povedala, ker smo delali to v blokih, moje prvo srečanje s Tomjem in smo imeli vaje od 10 do 5 popoldne in smo začeli, mislim, tema je bila 74-80 takrat. Sem rekel, super, to sem jaz živela, se vse vem, ne. Bom pač povedala te svoje štorije, ampak potem mi začnejo, te štorije grejo kar iz tebe, najprej misliš, to ne bom povedala, ker to je sporno, ampak potem te kar potegne in govoriš vse svoje misli, dvome, ne vem kaj. In pa so prišli mlajši kolegi, ki niso takrat živeli in so se pripravili in so pripeljali zgodbe svojih dedkov, babic. In sem kar naenkrat videla, mislim, svoje kolega v popolnoma drugi luči, popolnoma druge stvari ti grejo skozi glav. Aha, zdaj razumem, ta njegova občutljivost, odkje je, to odpre se ti popolnoma nov svet. In pa sem se spraševala, kako bo to zmeštral ta človek, vse skupaj tega je. Ker meni je dobesedno pulzirala glava, ker je bilo konc vsake vaje, ker je bilo toliko informacij, toliko emocij, toliko stvari, da sem ugotovila, da življenje je dosti bolj zanimive zgodbe piše, kot vsi romani skupaj. Ampak kako bo zdaj to zmeštral? In mogoče je zanimivo to v tem procesu, ker nas je skozi bodril, glejte, vsi boste simpatični, vsi boste fajn, dejte ven ampak to je ta ljubezen do zgodb in do vsega in smo se razpirali in kar je bilo meni super, so materiali, ki so bili moji, so mogoče šli mlajšim kolegom
Jaz sem pa dobila materiale od njihovih babic, detkov, nonotov in pranonotov in vsega. In je to eno tako bogatstvo, da vam sam prvoščam, da bi šli kdaj skozi tak proces. Nataša Keser. Spomnim se momenta, ko smo sedeli skupaj in to je bilo na začetku po parih vajah, ne vem, po 2 tednih vaj, ko smo že začeli nositi zgodbe in jaz sem s Tomijem že sodelovala prej, ampak smo vsi nekako delili to mnenje s tistimi, ki smo že prej delili s Tomijem, da zdaj pa vseeno delamo nekaj čist novega. In zdaj ves čas, ko poslušam tudi ostale, skušam locirati, razumeti, kaj je bilo to, kar je bilo skozi novo. In sigurno to, kar je recimo rekla Ana, da sem kolege videla čist drugače in prav tako se je spletla ena čist zares družina. Spomnim se občutka, kako sem bila do nekaterih drugače zaščitniška ali pa tako, da so čist moji ljudje, prav družina. In zdaj, ko smo imeli nazadnje obnovitveno vajo, sem prišla v prostor, v to dnevno sobo oziroma kuhno in pridem jaz kot igralka, ampak pridem tudi jaz kot Nataša iz zgodbe, ampak pridem tudi jaz kot kolegica in sem si tako rekla, zdaj sem prav doma. In je to nekaj neprecenljivega bilo zame, oziroma je eno tako noro lepo darilo. Pa še nekaj sem hotela povedati, sem se ves čas pripravljala, da bom zdaj valjda, ker je toliko stvari in toliko vtisov, ki jih želim podeliti, ampak evo. Še ena stvar, to sem hotela povedati, ja. V enem trenutku se spomnim, recimo to je bilo meni ful tudi zanimivo v procesu, ali pa bilo del nečesa, kar sem jaz na novo razumela, doživela, izkusila. Recimo, prinesla sem eno zgodbo v zvezi z Super 8 kamero. Zato, ker sem se spomnila, ko sem enkrat pri teti svoji v Poreču gledala svojega očeta, tako so postavili tam ta star projektor, pa kar rjuho, in gledam ta star posnetek mojega očeta, ko je en fant tam in skače, tako tam so bili na Plitvicah in so snemali Super 8 s tistim vsem efekti Super 8 in vse. In gledam tega fanta tam, ki je moj tata in si je tako vtisano se mi v spomin, da seveda vedela sem, da je on obstajal že pred mano in da je imel on že vseeno življenje prej, ampak noro, ko smo otroci na nek način zelo, kaj bi rekla, ja, pač centralizirali okrog sebe. In vidim, da to je cela ena dimenzija tega istega človeka, ki ga jaz poznam kot svojega očeta. No in se mi je ta prizor tako vtisnil, da sem si rekla, to moram nekaj s to Super 8 kamero prenesti, no. In v zgodbi sem prenesla, torej Vito umira za rakom in zdaj ta Nataša, takrat še Nataša žena, ampak potem je bilo to malo drugače obrnjeno, snema, ker so to neki zadnji posnetki. In to zdaj govorim en primer, ki je bilo mnogo takih trenutkov na vaji, ko se je to zgodilo, ampak zdaj sem si pač zbrala tega, ker se mi je vtisnil spomin. In ko smo šli, odvija se ta zgodba, jaz govorim zgodbo in potem to mi predlaga, kaj pa, če ga ne snema, kaj pa, oziroma on ne želi, da se ga snema. In potem se je cela ta zgodba, kot ste videli v predstavi, odvila drugače. In takih momentov, ko si to mi predlagal na vaji, se mi je zdelo, da se zgodi iz neke realne zgodbe, ki jo prenesem kot material, pravljica, ki se mi zdi, da je na toliko nivojih in na toliko različnih načinov, pravim, to je bil en moment, ampak takih je še neprešteto število momentov, zraslo v eno to fantazijo, ki je bila zame osebno tako zdravilna.
Sam dodala bi, da lahko je sprožilec zgodbe tudi predmet, vonj. In se okrog tega zavrtijo tako bogate stvari, da ne moreš. Potem govoriš čist druge, ampak neka emocija, ki pelje skozi to zgodbo, postane blazno gledališko zanimiva. In to mi je mojster, kako pelje v te stvari. In mojster tega, da razpozna, kdaj si še zmeri v zgodbi, kdaj pa fejkaš. In to je bil meni zame veliko odkritje. Izjemno natančen in občutljiv je znotraj tega. In zato hvala ti. Nekaj si to dobro odprla, saj sem vedela, da se bo to dogajalo, saj sem vedela. In potem te momenti, recimo v vsaki ponovitvi znova, se mi zdi to, kar tudi ti ves čas opozarjaš, kako so prav ti momenti najbolj pomembni, da se znotraj tega zgodi cela zgodba in izmenjava z občinstvom in soigralcem in tukaj raste ta prostor, ki je tako magičen, no? Tako upam, da sem jasna. Ana Hadjalević. Ja, torej, meni osebno je gledališče nasploh tako en prostor, v katerem najdem zelo veliko neke svoje intime in občutka varnosti, ne? In zdaj, ne? Ni vsak projekt tak, da te drži v tem občutku ves čas, ne? Kar ni nujno slabo, ne? Sama sem bila v eni zelo močni in dolgi tranziciji v tem obdobju, ko smo delali s Tomijem. In mi ni bilo lahko, ne? Ni mi bilo lahko postaviti stvari v perspektivo, kar je zelo težko, ko si tako močno vpet v neke zgodbe, ki si jim priča in neke zgodbe, ki se tebe zelo tičejo. Zato, ker hote ali pa ne hote, dejstvo je, da se močne sinhronicitete začnejo dogajati, ne? In to me spomni seveda na to eno zgodbo, mogoče jo poznate, o jastogu. Torej, jastok je ena žival, ki raste skozi svoje življenje, ne? In oklep pa ne. In pride do ene točke, ko mu rata pretesen. Ta oklep, ki ga čuva, ki ga varuje, ki mu daje občutek, da je dober predator, da lahko lovi, je in skrbi zase, ne? In mora sprejeti eno, če ga poosebljam zdaj takole, mislim, če mu dam tako to poosebitev, ne, pač mora sprejeti odločitev, da se zarije pod eno skalo in da si sleče ta oklep. In potem je tedne gol, lačen in pač lahek plen za marsikoga, ne. In čaka, da si izraste nov oklep. In seveda ta oklep, ko mu zraste, je spet do naslednje faze, to se mu ene 2-krat ali 3-krat v življenju zgodi, varen. Zdaj, včasih je treba sleči ta oklep, ne? Včasih je treba sprejeti odločitev, ne? In iti. Hočem reči, da je zelo dragoceno, da imamo možnost v gledališču delati take projekte, kjer smo povabljeni v to, da presežemo sami sebe, ne? Da na nek način zrastemo, ne? In da si na novo vzpostavimo občutek varnosti, ne? Tako, to. Samo Kutin,
avtor glasbe, tiste glasbe, v kateri zdaj včasih jo kje, ko slišimo na začetku še kakšne predstave, jaz sem jo nedavno 74, sem že kurjo polt, sem vedela, da že prihajam, če uporabim tvoj izraz, domov. Ne? Živje. Ja, tako. Ko me je Tomi, ko so se prvič slišala glede tega, da bi delal muziko za 12 predstav, sem rekel, ma si ti normalen, mislim, kako, ne moreš, mislim, kako, ja. Pa je rekel Tomi, ne, se bo. No, in pa sva se zmenila, tako, da v bistvu, da lahko povabim en kup muzičarjev zraven, to je ta glavna reč, za ki je sploh možno, da je ratalo tkajene muzike za tkaj predstav. Tle zraven je sodelovalo enih 10 muzičarjev, ful dobrih, lahko jih tudi naštejem, če ste, ja, ok. Kaja Draxler, Dejan Lapanja, Istok Korena, Ana Kravanja, pole TTT band, se pravi Vid Drašler, Jož Drašler, Jure Borošič, pole Šimon Gasjorek, Fon, Andrej, Eduardo, Ramon, zelo pomemben tudi, ker je bil v živo pri 2 predstavah oziroma pri Prikolici in v Temišvaru. Sigurno sem še koga pozabil. No, v glavnem, jaz niti pod razno nisem napisal muzike za vse, tako da pa to je bilo tudi ful važno, da nismo hodili na vaje, ker če bi hodili na vaje, bi še zdaj delali muziko za te predstave. Tako da to mi je v bistvu povedal ene par stavkov, vse skup, za ki se gre, in pa je čisto srečno naključje, da se je poklopila ta muzika s predstavami. Mojca Madon. Ja, se ne vem, kaj na vse to še sploh dodam. Jaz sem dokaj na začetku vstopila pri prvih srečanjih še preko Zooma takrat v dodekalogijo. In ja, mislim, in pol bila zraven pri kar dostih predstavah. Ful so ostajale te zgodbe z mano, zelo sem bila vesela, da sem lahko spoznala vse ljudi, mislim, ki jih prej nisem, sploh nekatere sem, ampak večino nisem. In da sem lahko spremljala njihov ustvarjalni proces, da se mi zdi, ne vem, nekaj noro dragocenega, pač, da se mi je to zgodilo. Ja, ne vem, prej sem razmišljala, ko je Nataša govorila, da sem jaz enkrat, mislim, ker seveda, pač, jaz v teh letih pač nisem bila rojena takrat, kadar se dogaja dodekalogija, ampak moji starši so pa bili in jaz kolikrat sem vmes pomislila na moje starše in stare starše in na vse in sorodnike in znance, ki jih poznam, ki so takrat živeli pri marsikateri zgodbi. Vem, da sem tudi enkrat vmes med dodekalogijo pomislila, kako se meni zdi, da jaz poznam mojo mamo in tato, seveda, ne, v resnici jih ne, jaz sem se rodila, ko je bila moja mama stara 40, se pravi, jaz prej njenega življenja sploh ne vem. In so tako, vsakič, ko smo obravnavali kakšno zgodbo, sem jih bolj spraševala pač o tem in vse možno, in o prepustnicah in to, in so mi pač, tako sem zaradi tega projekta začela ful ceniti pač neke, ja, ne vem, neka tuja življenja, pač, ki jih prej mogoče, mislim, sem, ne na ta način, pač nisem nikoli se tako spustila v to. Ja, tako sem vzela, ker sem, to mi je dal priložnost tudi, da nastopam kaj v dodekalogiji, kar mi je bilo tudi nekaj novega, mislim, prej malo sem v resnici
na stadionu biti je bilo kar novo. Vem, da je zadnjič tako nekdo nekaj mimogrede omenil potres leta 1976, ampak tako v smislu, da ima jaz v Sloveniji niti ni toliko treslo in to sem tako, kaj ni treslo? Pač v Breginjskem kotu je treslo, prav tako, da sem bila tam, zagovarjala to. Ker mislim pač, zlezlo mi je pod kožo zelo in res sem zelo vesela, da sem lahko bila del tega ful. In ogromno sem se naučila, ful nosim s sabo in predvsem pa sem zelo vesela pač vseh srečanj z ljudmi. Anuša Kodelja. Jaz sem zdaj pomislila, kako mi je dobro, da sem se tle usedla, zato ker že ves čas imam ta privilegij spremljati zadaj vse te slike in posnetke in se mi odvija cel film, ne. In ne vem, zakaj sem vmes pomislila, kako bo to, te slike mi videti tako čez 10-20 let. Zato, ker je bila, oziroma delim s kolegi, da je pravzaprav ta projekt nekako tako onkraj zame, no. In delim to zavezanost temu projektu, tem vlogam, tem zgodbam, tem ljudem, tem trkom med nami, ker nam res ni vseeno, no, vsakič znova, ko stopimo pred ljudi, tudi če pač je ponovitev, vemo, kaj sledi, ampak vsakič znova je tako na novo, vsakič znova je tako tukaj in eno izmed bolj ganljivih v bistvu spoznanj med tem časom je to, da je pravzaprav te zgodbe, ki so zdaj na tem odru, da so ljudem bolj resnične na nek način, mogoče od njihovega spomina, ne. In bi z vami delila to anekdoto, ko je prišla moja nona gledati predstavo, zato sem se spomnila, ker ste omenjali tega bika, ne. To je pravzaprav povzeto po njeni zgodbi, ampak seveda spleteno in seveda pač prilagojeno odru in našim potrebam. In ona pride to gledati in mi reče, veš, Anuša, točno tako je bilo. Točno tako je bilo. Nič drugače, točno tako. In potem sem najprej še tako probala, nona, ni bilo prav tako, ne, mislim, dosti je res, dosti tudi ni, ne. Ne mi govorite, Anuša, točno tako je bilo do zadnje besede, ne. In sem spustila, ne, mislim, ni imelo smisla in tudi ni potrebe potem, da bi šla z njo v to debato, zato ker mi je v resnici bilo lih to dragoceno, da je bilo to za njo bolj res od njenega spomina na nek način. In ja, v tem vidim ta omaž, o katerem so govorili kolegi in tudi ta privilegij teh 2 let, ne, in teh ljudi in tega znanja od Tomija, od vseh vas in še vseh drugih kolegov, to je res zame pač nepredstavljivo. Z nami je tudi fotograf, avtor večine naših fotografij, Panini, ne? Guido, zdaj me popravi, Mencari ali Mencari? Mencari, Guido Mencari. Kako je bilo ustvarjati, kako je bilo biti zraven tega procesa? Innanzitutto vi ringrazio per questa serata e per il traduttore perché è la prima volta che faccio un incontro e capisco cosa sta succedendo. Ja, najprej bi se samo zahvalil za ta večer, ker je prvič, da nekje sodelujem in tudi razumem, zakaj gre. Sì, io ho vissuto un anno in questa bolla di bellezza, di emotività mia, personale, di ricerca artistica, ma anche un percorso emotivo mio perché mi ritrovavo da solo insieme a tutti loro che facevano cose e parlavano tutto il giorno e io ogni tanto leggevo delle frasi quando mettevano i sottotitoli e questa cosa, e cercavo di andare dietro perché anche Google Translator non fa la traduzione del sloveno e quindi
No, ma ringrazio Tom, ringrazio Neda, Miriam, tutti perché è stata un anno di bellezza, di possibilità di misurarmi con delle immagini. Ringrazio tutti gli attori, i loro presenti, tutti gli altri per la disponibilità che hanno avuto, perché so di essere fastidioso quando faccio foto, insisto, mi avvicino, sono sempre nel mezzo. L'ultima prova stavo spostando delle cose che erano scena, non mi ero reso conto perché non ho mai capito quando c'erano le correzioni, quando cambiavano delle cose, io ci ho messo tanto tempo a capire che cosa si stava facendo. La dodecalogia, ok, arrivo, c'è la roulotte, ok, perché Tommy mi parlava con me come se io sapessi già dello spettacolo e avessi capito le cose che venivano dette, io non capivo nemmeno quando c'era la pausa. Ecco, pausa, adesso la pausa. Adesso la pausa perché... Scusa, sì. Mi sento a casa, quindi quando... Ne, zame je bilo tudi eno posebno doživetje, da sem živel v tem mehurčku lepote in čarobnosti, ker poleg tega rečem, da nisem nič razumel, kaj se dogaja večinoma, ker sem videl podnapise tu pa tam, sem rekel, aha, o tem govorijo, ne. Poleg tega sem pa zelo zoprn, ker sem vsiljiv, sem fotograf, pač hodim okoli, pa grem noter v obraz, pa te grem, pa nagajam, pa tudi delam zdraho, ne, ker včasih na sceni umaknem nekaj, pa ugotovim, da je to del scenografije, pa se to ne sme umakniti, ne. Tako da veliko od tega je bilo, ampak vsekakor nekaj res čarobnega, neko totalno posebno doživetje in tudi osebno doživetje zame kot za neko osebno rast, nekaj novega sem na tem pridobil, prav zato, ker kot ustvarjalec vidiš in postaneš del te zgodbe, čeprav večinoma ne razumeš, ne, ampak nekako jo doživiš in ujameš momente, s to mojo vsiljivostjo in tudi to, da se ne da postaviti, ampak izvoli. Grazie, scusate. No, per me è stata un'esperienza bellissima, una crescita, come dico sempre a Tommy, c'è un prima della dodecalogia e un dopo. Quello che c'era prima a volte non me lo ricordo neanche, non ricordo nemmeno che cos'era il teatro prima. E dopo questa opera d'arte sono cambiati i parametri con cui misuro cos'è il teatro, cosa fanno degli attori, che cosa è bello fotografare, che cosa è bello raccontare. E sì, per me tutto questo viaggio è stato la bellezza, la possibilità di raccontare quello che sentivo, che percepivo essere importante ed emotivo da raccontare a qualcun altro, da condividere praticamente, quello che diceva Tommy, l'incontro di cose che poi capivo successivamente se avevo trovato il momento giusto, l'emozione giusta, la foto che era un bel ricordo da raccontare. To je zame bil tudi res, kot sem že rekel, močan moment rasti, ker prav se znajdeš v enem tako posebnem projektu, da sem že Tomiju rekel, da obstaja v mojem življenju neko obdobje pred dodekalogijo in po dodekalogiji. Zdaj, morda se niti ne spomnim več, kako je izgledalo gledališče pred dodekalogijo, ampak po dodekalogiji je nastalo preprosto to, da čeprav ne razumeš, ampak se naučiš doživljati situacijo in ugotoviti, v čem je lepota. A si ujel pravi moment, a si ujel pravi kader, a si pravilno naredil fotografijo, a si ujel pravo čustvo. In torej lahko rečem, da sem nekako zrastel, ker začenjam jaz zdaj na gledališče gledati drugače. Moji parametri so se spremenili, kaj dejansko iščem pri nečem. Ne. Hvala. Grazie. Čisto na koncu, moja soimenjakinja Maja Dvoršek, šepetavka, ki je imela v dedekologiji nekoliko drugačno vlogo, običajno ne izvemo, ne vemo, kdo so to, jih ne poznamo, jih ne vidimo, tam so, opravljajo svoje plemenito delo, rešujejo stvari, tokrat smo te imeli na odru nekajkrat. Kakšna izkušnja je bilo to? Ja, jaz nisem bila v teatru toliko časa pred dekadologijo, mogoče 2 sezoni, 3. In tudi nisem bila zraven pri vseh teh zgodbah, ki so prej nastajale, ne? Pri vseh teh planih in vse, kar... In sem prišla v ekipo najprej 73,
mogoče en teden sem sam sedela, brala zraven tekste in poslušala. In so se mi začele meni sestavljati zgodbe, so se začele sestavljati zgodbe, prizori in je bil popolnoma drugačna izkušnja, kakor pri katerikoli drugi predstavi, ki jo delamo v gledališču, ki so mogoče ene bolj tradicionalne, bolj klasične, ampak tukaj je pa res bila najbolj, kar je mene se dotaknilo in me je toliko veliko naučilo in mi je toliko vsak dan odpiralo enih novih spominov ali pa pogledov na svet, prav ta enotnost cele ekipe in družine. Včasih sem popolnoma nevidna, ampak tukaj sem pa postala prav res del ekipe, prav sprejeta na nek način. Ne. In pol se je zgodilo še to, da ponavadi sem še petalke res skrite in oder je bil tako odprt, da se tukaj nisi mogel skriti pa prišepetovati. In sem potem pač gibala se z vami na odru, ne, na stadionu, niti nisem bila planirana, ampak sem pol tudi se znašla zraven. Ne. In je bilo tako lepo rasti z vami, s temi zgodbami in ne vem, tudi jaz sem se po mojem spremenila s to izkušnjo, tako je rekel na koncu Guido. Ne. Tako da je bila res vsaka zgodba, to so barve, spomini, občutja in ogromno hvaležnosti. In včasih se zgodi, da vse vidiš na nek nov način, spet in spet in spet na nov način. Da ne govorim o disciplini in vsemu, ki jo imajo vsi igralci in potrpežljivosti. Danes, ne, čist na začetku, ko je govoril Žiga, sem se spomnila, da sem šla danes po ulici in je bil tam en štand in sem potegnila, tam so imeli eno košarico z listki, z mislimi in je bila misel, ko sem jo potegnila ven od Lennona in je rekla nekaj na ta način, da življenje se ti ne zgodi takrat, ko ga planiraš, ampak med tem, ko ga živiš, te plane, ki jih planiraš. In to je bila po mojem tudi moja izkušnja tukaj v tej zgodbi. Hvala. Tako, kot se za dodekalogijo spodobi, čas gre tako in mimo je že na ura. In zdaj smo tukaj vprašanj za približno še na 4 take runde, mislim 4 ure takih rund, kar smo sicer vsi zelo natrenirani, vendar verjamem, da marsikdo bi rajši žural. Zato bom, preden predam občinstvu besedo, bom samo še par reči povedala. In sicer se mi zdi pomembno, da mogoče kot odziv na to, kar ste pravili, bom povedala, da sem tudi jaz ena od tistih, ki sem se zelo prepoznala v izjavi ene od gledalk, mislim, da v 83 na koncu, ko smo gledali te izjavce, kako se počutimo na koncu, torej ko je sirota. Ne. Jaz se spomnim, da so se tako moji otroci, ko so prebrali celega Harryja Potterja. In kaj mu zdaj? In kaj zdaj? Jaz ne mogu več nič brati, ne. Pač res se spremeni neka percepcija gledališča dejansko. In kot ste vi omenili besedo družina, je tudi neka beseda skupnost, ker jaz sem tudi prvič, ker tako intenzivno hodiš in tako pogosto v enake prostore in srečuješ tudi gledalce, se tudi tam ustvarila neka skupnost, ne, kar verjetno je tudi eden, ne vem, ali prijetna posledica ali načrtna posledica, vsekakor pa je posledica, ne, tega. Iz te skupnosti je prišla tudi ena edina res konstruktivna kritika. In to je, da nekaj bo treba narediti s temi stoli, ker niso vsi tako dobro opremljeni kot jaz, da me res nič ne žuli nikjer, ker sem to poskrbela, ne, moje življenje tako. Tako da to je res edino, kar imam za predati, ker se tega tiče. Moram reči, da mi je žal, da danes ni tukaj Marjute, naše Slamički je tudi del ekipe in je bila kar tudi eno tako, je pisala. Ja. Sem rekel, da bomo probali vseeno kar da jo pokličamo. Evo, probamo poklicati.
Vidimo. Ne, sej to, ja, no. Ja, ker ona je, mislim, sej ona je nekako, jaz sem jo enkrat vmes, ko smo napovedovali eno od predstavcev in poklica, kako ravno ti pomaga, nas ni na tiskovki spet, nas je manj, nimamo takšnega proračuna, da bi ne izpeljali iz naše strani kot novinarji vsega, pa potem pokličemo, ko pa dej malo povej, kaj se ti zdi. In je rekla, zelo podobno kot Adna v bistvu, da je tako stvar od igralca potrebna na posebna odprtost in pripravljenost na ranljivost. Ne. Tako da to sem tako pomislila, ko sem vse poslušala, pa tudi zdaj sem tudi jaz, ko sem vas poslušala, razumela več kot tisto, kar smo slišali recimo na tiskovnih konferencah. Rada bi vam še nekaj prebrala, no, ti si Marjuto, jaz sem pa enega rednega gledalca vašega vprašala, če ima morda kakšno vprašanje, ki pa žal je danes tudi na odru in sicer mislim, da igra sovražnika ljudstva, Marko Mandić, ki se je upravičil in je rekel, da ima pa zahvalo in komentar. In jaz bom to prebrala, kar mi je napisal. On je tudi član te mini skupine, tisti, ki smo skenirali kodo v Panini, ne, in smo zdaj tam ena mini skupinica na WhatsAppu, žal premalo. Morate skenirati, da kaj si še izmenjamo, ki ni še konec, veste, da ni še konec do dekalogije. V enem letu smo se med drugim, mislim, da tudi vsi naučili izgovoriti do dekalogija, ne? Na začetku smo bili vsi Dio, Povero, ni problem, enkrat to je šlo mimo. Torej, tako pravi Marko Mandić. Izredno pomembno se mi zdi, da je slovensko gledališče celo leto prežemala mreža tolikerih ustvarjalcev in ustvarjalcev in z njimi njihovih in sposobnih zgodb. In da smo lahko doživeli to, kar si tolikokrat želimo, da bi dan imel večer. Med vsakim ogledom sem se počutil, kot da je za mano dolgo potovanje, da je ura, ko smo prišli v gledališče na predstavo, že mesece daleč. Čas se je raztegnil. Hvala za trip in skupni trans. Vsi smo profitirali. V prostor ste vlili toliko vitalnosti in spodbud za življenje in ustvarjanje. Pozdrav, Marko. Ko Marko si je kupil abonma, je rekel zato, da je res prisiljen priti na vse in je zelo užival. Ja, zdaj pa, ko rečejo, beseda je vaša, je ostalo kakšno vprašanje neodgovorjeno, ki če ne, jaz nadaljujem do polnoči. Evo. V mikrofon. Mene pa samo zanima, kako ste... Samo malo. Je. Ne? Tako, ja. Mene pa zanima, kako ste izbrali ostale teatre, s katerimi ste sodelovali. Je bil kakšen princip? Ostale teatre, ja. To sem imela tudi napisano, hvala. Tam. Ta pa še z majico. Se že navezal. Se pravi, izbrali smo, veste kako, v bistvu jaz sem sprejel ena vabila, ki jih sicer verjetno ne bi. Se pravi, ko se je začelo to motati, čakaj do dekologije, pa nekaj bi nastalo v tujini, pa pa prostor in tako, in potem smo začeli Avstro-Ogrska in kako je sploh bilo in kaj je bilo in tako. In potem se pa začnejo dogajati tudi sinhronicitete, zato ker neka vabila sem imel, aktualna, v Temišvar so me dolgo časa vabili in potem sem rekel, jaz bi pa mogoče prišel pod pogojem, da pač delam tam eno predstavo za dekalogijo, in da bi tudi bolj gostovali in tako naprej. In Novi Sad in tako. In potem, ko sem jaz razlagal, ne vem čem, pride še iz Ivano-Frankivska, v bistvu, se pravi, smo imeli že zastavljeno in v glavnem sprejel sem vabila iz tega, se pravi, so se mi zdela zanimiva mesta,
ki so zdaj v drugih državah, ki so pa v bistvu prej pripadale istemu prostoru. Ne? Se pravi, mi nimamo v zavesti, da je Novi Sad bil del Avstro-Ogrske, ali pa Temišvar, da je bil del Avstro-Ogrske, ali pa Ivano-Frankivski se je imenoval Stanislavov, je bil del Avstro-Ogrske. In bolj kot to malo zakoplješ, v bistvu odkriješ ogromno nekih zgodb, ne? Ki jih tudi omenjamo v predstavah. Se pravi, dejanskih povezav. Temišvar je bil bistveno bližje kot danes, kjer verjetno 3/4 ljudi niti ne ve, kje je Temišvar. Novi Sad, vprašanje, če se čutimo mogoče bolj povezani zaradi bivše Jugoslavije, ne? Ampak drugače bi lahko tudi bil kar nekje. Ne? Ivano-Frankivsk noben še ni slišal. Ne? Ampak tam, če pa rečeš Galicija, pa so že slišali, zakaj, zato ker je bil Nono ali pa prav Nono je bil pa v Galiciji, ki se je boril. Ne? In meni moram reči, da je me spreletela ta misel, recimo, ne, da je pač moj pradedek tam, ne, se pravi, fronta je šla tam mimo, ne, hodil je, kako bi rekel, hodil je po mestu, v katerem sem jaz potem stoletje kasneje delal predstavo. Ne. In tako je zgodbami v bistvu in teh mest, no, kot ste slišali. Še kakšna? Ja. Jaz imam eno vprašanje, ne vem pa se pisa gospa. Ja, pa že vprašanje. Ja. Pravi, da imam eno vprašanje, ne vem pa se moja gospa. No, ja. Namreč, zanima me, kdo je povedal zgodbo, kdo je poslušal v tistem času, vse 76, Keith Jarretta. In to prav na Cankarjevi ulici, to poveste menda v tisti predstavi na stadionu. In jaz imam tle dokument in pričo Damjana Črne, ki je v... A ne, čakajte, jaz moram prvo zvedeti, kdo je poslušal, pol povem pa naprej zgodbo. V zvezi z ploščo Keith Jarretta ni rečeno, kdo je poslušal, ampak je bazična predpostavka, ki je meni bila strašno vznemirljiva. Nekdo je poslušal, se pravi, nekdo v tem mestu je prvi imel to ploščo in nekdo je prvi to ploščo dal v tem mestu na gramofon in v tem mestu se je nekoč prvič slišal kelnski koncert. Mislim, tudi zdaj, če pomislim, in se mi zdi tako dober začetek za eno predstavo na stadionu. Kaj ni? A ti povem, da... Zdaj pa razložim zgodbo, ki mogoče je skupna ali pa ne, ni nujno. Čakaj, mi držiš, če ne jaz ne bom, kaj moram imeti odprto. Namreč, Dragi Lazovski je še vedno, mislim, sem ga povabil, mislim, da ga ni tukaj, ker on bi to... A celo? Pol ne vem, kje je, ampak on je bil naš glasbeni opremljevalc, ko smo delali pač take gledališke predstave na šoli. In to je bila prva. In nabral nam je glasbe od Buldožerjev in seveda tudi Keith Jarretta. In ko Damjana Črne, kot srednješolka, bere to poezijo Radivoja Pahorja, se zasliši ta koncert. In vsakokrat, ko se jo poslušala, mi je šlo srh po telesu in slučajno jaz pospravljam kaščo. A vidite, kakšna je knjiga, vsa potrgana, ne? Jaz par dni nazaj najdem to knjigo, zdaj pa imam material, da lahko. Ma, kaj Damjana, prebereš to? Ne. Ne, preberem jaz samo, ne, se kratka. Čakaj, ja, Fio, ka nimam. Ne, ka ni, vidim, ja. Ja, dej. Veter se me boji, ve, da ga sovražim. Toda breze imam rad, breze so Marija. Tudi Lorko imam rad, Lorka je Marija. Veter pa sovražim, veter ni Marija. Suši mi solze v očeh, preganja oblake z neba. Toda breze imam rad, breze so Marija.
Keith Jarrett. Dober večer. Jaz bi rada vprašala, kako ste povezali vse, ker naprimer, ko priješ v prikolico in imaš nek pregled nad vsemi predstavami in potem, ko gledaš vsako predstavo po sebi, kako, odkje je prišla tista ideja, da ta nit, da se je vlekla, ne vem, od tega, da je predstava za enega v prikolici do, da nas je 1500 na stadionu, ali koliko nas je bilo, 2, ne, na koncu pa režiserju doma, v bistvu v njegovi dnevni sobi, to, se pravi, 40 let hodim gledališče, ima kaj takega in je res. In še nekaj mi je bilo všeč, ne, ko smo šli na drugo predstavo, te, ki smo abonenti, smo se rekli, mi gremo na šolski izlet. In v bistvu pa smo šli s kombi in potem dobiš ljudi, ker rade tvoji prijatelji z dodekalogijo. Tako da res, hvala. Veste kaj, mene pa bolj zanima in zdaj se prav tožilček, ker se bojim, da boste šli in da ne bom imel več prilike vprašati, ker jaz imam pa dosti vprašanj za vas. Zaradi tega, v resnici to, kar zdaj opisujete, o tem smo fantazirali pred veliko leti, ne? In tam, recimo, to mi prihaja vedno znova, mi prihaja recimo ta imidž Branko ve, kjer bom rekel, že zdaj vedel, čeprej sem odprl usta in vedel, da bom povedal to. Pod Hruško na Kruščah in tako naprej, ker sva videla Srno, ne? Se pravi, mi dva fantazira, čakaj sem rekel, dej Branko, a pišeš? Ja. In kaj, in pol let, tam pa ena bi morala biti na stadionu, pa ne? Ko so se začeli kar tako, se pravi, eni osnutki, kakšno bi lahko bilo to potovanje in v nekem trenutku Branko reče, Tomi, Bambi. In jaz sem vzel, da je to dober znak. Mislim, če sredi belega dneva tam pride Bambi mimo, sem rekel, to mora biti dobro. Je bil podporo. V glavnem, to je bil največji izziv v resnici, se pravi, ker v gledališču ne poznamo. Mislim, gledališče je... Jaz sem imel različne probleme z gledališčem sam, mogoče jih malo še zmeri, ampak zdaj imam zelo rad gledališče. Ampak eden od stvari, ki me je motilo, je, da sem lahko, včasih se mi zdelo lahko gledališče površno. Me razumete? Sem videl tisto, sem mislil, dobro, in kaj zdaj? Tako, v smislu, se mi je zdelo, da obstajajo umetnosti, ki so bistveno bolj kompleksne, o katerih se lahko vračam. In gledališče je prevečkrat bilo preveč površno, preveč eksplicitno, preveč, ne znam povedati drugače. So obstajajo filmi, knjige in druge umetnosti, glasba in tako naprej. Recimo kompozicija pri glasbi. In zakaj in čem je problem gledališča? Zaradi tega, ker mora učinkovati takoj. Gledališče je taka umetnost. Ne obstaja gledališče, ki bi, me razumete, lahko zafunkcioniralo čez 100 let. Če ne zapališ zdaj, si pogorel, ne? To je problem. Ker se lahko potem zaradi tega takojšnjega učinka odpoveš bolj kompleksnemu komponiranju, ki zahteva na nek način vračanje, ki zahteva, bi rekel, pogled. Razumete, tako kot ne moreš zaobjeti in dojeti ti eno kompleksno glasbo, tudi vzamete, klasično glasbo, razumete, in ne moreš je absorbirati v trenutku, razumete, moreš se, ali pa strukturo enega, karkoli že, romana, ali pa kompozicijo predstavljate si, da ne bi mogel slike nek gledati, ampak da bi v bistvu sam prišel, razumete, jo pogledal in šel naprej. To me motilo, no? In zaradi tega sem večkrat me je zanimalo v teatru delati stvari, za katere nisem niti vedel, ali bo jih kdo opazil, detektiral, razumete? Ampak je bilo meni vseeno pomembno, da so komponirane na en določen način. No in se mi zdi, da ideja dodekalogie izvira v nekem smislu tudi iz te želje po
komponiranju, po tkanju, po nekem neskončnem tkanju. Po takem tkanju, ki v bistvu ima v končni fazi toliko povezav, da postanejo neskončne. In začnejo proizvajati nove in v bistvu postanejo delo, glede na to, da je živo, en organizem, živ organizem, ki proizvaja nenekno nove vsebine. Iz teh nekih točk vsebinskih, nevralničnih in tako naprej proizvaja na nek način vedno novo vsebino. In to se v bistvu nam dogaja, recimo, če predstava živa, igralci znajo povedati, v bistvu ti doživiš stvari vedno na novo, ali pa vedno imaš nek nov preblisk, vedno vidiš malo drugače, pravzaprav tako kot v življenju, ki ga lahko uzremo vedno na en nov način. In v bistvu to, kar ste sami opazili, je bilo v bistvu osnovno vprašanje, lahko naredimo skupnost, se pravi, ni naključno, mi smo uporabljali prav to besedo. Mislim, se da narediti v bistvu, da publika, mislim, ker se namreč na projektih, tako veš, če se govori, kaj se, Mirjam bo bolj vedela, kako je že ustvarjanje nove publike, skupnost in tako naprej. Ma ti vidiš, da te skupnosti ni. Ne, razumete, je ni, pred Cankarjevim domom ni skupnosti, v resnici, ni v skupnosti. Gledališče, čeprav so, ne vem kaj, abonenti, pa jih imamo radi, skrbimo za njih, ma niso v bistvu. Ne moreš reči za res, da so skupnost. Me razumete? Ponovadi se zgodi skupnost, ki se bojijo, da bi kaj izgubili. Veste, kaj mislim? Nam bojo vzeli neki in potem stopimo skupaj, čakaj ne, in ratimo skupnost. Ne? No, v glavnem, naša ideja je bila, bi lahko v bistvu ta publika, te ljudje, te izbranci, ki bojo riskirali in bojo vnaprej rekli, so toliko šutasti, ne, mislim, toliko nori, da rečejo vnaprej, paste, vnaprej, rečejo, mi bomo eno leto z vami, ne. Razumete? Mi smo ogromno razmišljali o vas, se pravi, o teh ljudeh. In zelo cenili, zelo spoštovali, bi rekel, to gesto in naredili vse, da ne bi vas iznevirili, razočarali in tako naprej. Ne? To ne pomeni, da smo hoteli biti všečni, ampak to samo pomeni, da smo bili z mislimi pri vas in cela stvar je bila tkana za to, da bi obstajal, da bi bil privilegij gledati to dedekologijo, se pravi, da lahko gledaš te predstave posamezno, ampak če jih gledaš več, da nekaj v bistvu s tem dobiš, zaradi tega, ker to proizvaja neko dodano vrednost, neke nove vsebine in ker omogoča neko pot, tako kot ste sami rekli, pač od recimo vstopa skozi za enega v prikolici do tega, v bistvu, kjer smo danes, v bistvu, kjer ste opisali, da na nek način se je med vami, ne samo med nami vsemi, ampak tudi med vami in tako naprej, nekaj zgodilo in da smo zdaj mi tukaj tisti, ki vemo, kaj gledati predstavo eno leto. Zdaj nisem pa prišel do svojega vprašanja. Vprašaj. Ne, veste kaj, recimo, ena stvar, ki je bila, recimo v gledališču še nismo videli, jaz nisem videl nadaljevanke. Se pravi, ampak zdaj, da vam povem eno zanimivo stvar, ki nisem imel v zavesti, ampak jaz sem prvo predstavo, ko sem jo delal še preden sem šel na akademijo, sem poimenoval gledališka nadaljevanka, ker sem hotel delati v bistvu nadaljevanko in sem popolnoma pozabil na to, ne? Da je v bistvu to bila moja, bi rekel, najstniška želja. In to, kar je moje vprašanje je, v teatru redko, kdaj imaš priliko spet videti te ljudi potem v drugi predstavi, ne? In nas je zanimalo, nismo vedeli, kako to je. Želeli smo si, da bi bilo tako kot v serijah, kjer se navežeš, kjer želiš vedeti, kjer vzbudi to radovednost. In moje prvo vprašanje je, kako vam je bilo v zvezi s tem? A vam je bilo, kako bi rekel, zanimivo spet videti te ljudi? Kaj je to naredilo, no? Sem prav o tem razmišljala, ko je Ana Fakini govorila o svoji izkušnji, da je spoznala to igralsko družino na nek nov način, oziroma saj ste vsi to tudi izrazili. Tudi mi kot gledalci, vsaj jaz, no, da ne bom govorila zdaj v množini, ampak sem vsaj te igralce, ki vas spremljam v našem gledališču,
Mimo grede, zelo dragoceno je bilo, da se je ta družina tako razširila in smo spoznali toliko novih igralcev, spoznala v drugi luči. In da kljub temu, da ste v vseh predstavah vrhunski, ste bili v tej dodekalogiji, se mi zdi najbolj vi, najbolj iskreni, največ sebe ste dali in ste bili zaradi tega pač še malo bolj všečni, tudi če niste hoteli biti. In ta izkušnja je bila, je bila tista, ki nas je na vas, po moje, navezala tudi za naprej, še malo bolj. Ja, ker mi smo si želeli, jaz sem si želel, da bi se navezali na te ljudi. Se pravi, nekdo je rekel, kaj želim, jaz sem večkrat rekel, recimo, lovable losers, se pravi, v bistvu super je, če te nekaj razoroži, če se pravi, nekoga moraš vzljubiti, to ne boljš po mojo zgodbi ali po teatru, da rečeš, čakaj, ne moreš, mislim, se pravi, nekaj bi bilo narobe z mano kot gledalcem, če ne vzljubim, recimo nekoga v zgodbi zaradi česa. No, in to, recimo, tega smo se poskušali veliko reč posluževati, reči, se zveni preveč tehnično, in tako naprej, ampak eno vodilo je bilo, jaz sem si želel, da bi vzljubili te ljudi, o katerih je govora, v dobrem in slabem. Se slišimo, Borut, jaz sem pa tako doživljal to celotno serijo, ker to je bilo vprašanje, kako doživljam serijo teh zgodb. In vsaka zgodba je bila 4 ure dolga in meni je bilo veliko informacij, ogromno. Na koncu sem jih razumel tako, bolj intuitivno in do naslednjič sem jih veliko pozabil, ampak vsakič sem kot junkie čakal, da bom spet prišel sem in se spomnil mojih spominov, ker drugače jih nikoli ne moram. Teh spominov, ki ste jih vi noter v meni vzbudili, jaz teh ne moram priklicati. In tako, to mi je bilo zelo močna zadeva, vsakič znova in intuitivno razumevanje širše zgodbe. Ja, hvala za to, ker o tem sem velikokrat v bistvu govoril kot o, ne vem, kako bi rekel, temeljnem tega, kar počnemo, in to je v bistvu dajanje prostor temu procesu, ki se ga zdaj opisal. Se pravi, to, kar mi počnemo v resnici, sproža nekogaršnje asociacije, spominje, premisleke in tako naprej. In brez tega, in to je tisto, kar daje vrednost v končni fazi temu, kar se v teatru zgodi, ker če tega ni, potem na nek način tudi ne more biti pomena, ostaja nekje zunaj, ostaja abstraktno. Tako da hvala, da si to omenil. Tikam zaradi tega, ker poznam gospoda. Še kdo? Živjo. Zdaj, jaz se prej nisem predstavljala, jaz sem Ana in sem Ljubljančanka in sem transplant v to okolje. In za naju je bila to ena zelo zanimiva izkušnja, zato ker sva sicer abonenta v teatru, zdaj že, mislim, letos je 3. sezona, ampak 3 leta minejo zelo hitro. In v bistvu ta dodekalogija, je bil tudi ena možnost, da sva spoznala to okolje. Hkrati pa so ravno to, kar ste prej omenili v zvezi z Avstro-Ogrsko, pa s temi nekako ves čas prehodnimi nekimi okolji, ki so hkrati in eno in drugo, vsaka stvar ima vsaj 2 pomena, vsaka lokacija je imela vsaj 2 vlogi in tako, mi je v bistvu je hkrati tudi od nekjer, v smislu, oziroma bi bila lahko od koderkoli, hkrati je pa tako specifična ravno za to okolje, ki bi na nek način ta cela serija težko nastala kjerkoli drugje kot tu, v tem prostoru, v tej posebni izdaji 12, ne? Vse 12, ja, 12. No, tako. Ja, jaz sem Jana in sem stara Goričanka. Jaz sem hodila v vrtec v mestu Nova Gorica in težko je si predstavljati
eno mesto, v katerem hodiš v vrtec po koruznem polju. In tako je bilo na Prešernovi ulici včasih. Mislim, v Novi Gorici, mislim, da smo mi izumljali stil življenja. Zato, ker je bilo v bistvu nikjer nič, trgovine so bile v Solkanu oziroma v Frnaži. In mi smo morali, naši starši namreč, veliko stvari dobesedno izumljati. Bili smo pionirji na nekem področju. Jaz se spomnim v Frnaži, ko smo imeli, to bi bil nek prednik teh trgovskih centrov, kupovali smo tam vse, v prvem nastropju pa so drvele miši, zato ker je bila stara stavba. Potem, ko so jo podrli, smo zbirali opeko za tole, tudi za gradnjo šole, Milojke Štrukelj. Imeli smo, ko smo hodili tukaj ob meji, smo s strahom gledali na te, rekli smo družete, ko smo gledali čez mejo, ko smo prišli na železniško postajo. In kako srečni smo bili, ker nismo imeli nobenega štadiona, ko se je leta 1962 odprl štadion. To je bilo tak festival in mislim, da je bila ta euforija se prenesla tudi v vašo igro. To je bilo nekaj fantastičnega. Naši starši so bili takrat mladi in polni entuzijazma. Nismo imeli nobenih, veliko strokovnjakov se je za časa fašizma preselilo v Ljubljano in Maribor, v ostali del Slovenije. In zdaj, po vojni, ko se je formirala Nova Gorica, je veliko strokovnjakov moralo priti dol. Zdravniki, potem inženirji, graditelji Nove Gorice, to smo veliko slišali. In zdaj, včasih, kadar je bilo, jaz sem gledala, da sem na vseh področjih sodelovala, tudi kadar smo imeli na Travi druženja z arhitekti in ko smo govorili o osnovatelju Nove Gorice. In da prva napaka je bila, da so govorili o ruskih blokih. Nismo govorili o ruskih blokih, ampak o ruskih blokih, ker v začetku niso bili obarvani. Potem, prej sem omenila štadion, jaz sem stanovala v Erjavčevi ulici in ne vem, redko kdo se spomni, kako je bila tam ena baraka s polno žogami. Predno je bil štadion otvorjen in je prišlo do požara in tiste žoge so letele v zrak tudi 100 metrov, ker so gorele. Mislim, to je toliko zgodb, da vi lahko delate še preko vašega pokoja. Glejte, v Goriški knjižnici Franceta Bevka so zbrane zgodbe, ki smo jih pred leti hodili in pripovedovali. Tam boste veliko dobili še, poleg tega vam pa še nekaj starejših ljudi, ki so bili naši starši, ampak žal jih veliko tudi manjka, vam bodo povedali posebne stvari, ker res Nova Gorica je nekaj posebnega v Sloveniji in morda tudi v Evropi. Je še kdo, če ne bi, bomo počasi se preselili na drugi konc. Preden končamo, imam samo še par zaključnih misli. Seveda, marsikdo je, ko smo gledali 83, sreči bojo nekateri še gledali 82, zdaj bomo 73, nekateri še enkrat si pogledali, ker jo obnavljate, ne nazadnje so predstave, nekatere še nominirane, zdaj začenja teden
slovenske drame, ne, na dan gledališča v petek, 27. Ja. In se vprašamo, vsi so sprašali, kaj nadaljevanje, govoriš o nadaljevanki, ne. To je, po malo se kdo je zdaj rekel, to je prva sezona, ne. Tako je to nadaljevanka, tam povem. Zdaj drugi pravijo, ja, bo treba počakati še na eno prestolnico, ne, ker to pač nadaljevanke, vemo, imajo svoje budžete in jih rabijo. Zdaj, mi rabimo pa še kakšno memorabilijo temu pravijo, ne. Torej, ena možnost je knjiga, ki si jo že omenil, torej knjiga, fotoknjiga. Nekateri smo mnenja, da bi bilo fajn imeti tudi povezavo, ker so teksti, tisti, ki smo malo imeli možnost tudi potem na papirju pogledati, so kar fajn tudi za brati, ne, se jih lepo bere, tako da če bi šlo skupaj. Videli smo, da so neke stvari posnete, video, torej obstajajo posnetki predstav. In jaz imam še en predlog, ne, in sicer se mi zdi, da dokler je 73 še živa, jaz sem vsem Goričanom, ki jih poznam, rekla, če niste šli, morate. Tu bi lahko bila že skoraj šolska obveznost, ne, da mislim, da bi morali tle, ne vem, dijaki, tretja triada to videti, ne, ker to je pač nek teden. Je res, da se jim bo bolj spremenil pogled na marsikaj, ko poje na Harry Potterju, ampak se mi zdi tako malo nujno. Zdaj, jaz sem tudi, bom delila mnenje, ki smo jih tukaj slišali, jaz sem tudi igralce, ki jih sicer srečujem, manj pogosto, ker prihajam iz Istre, koliko mi je rata iz Kopra pogledati, ampak vas vse že poznam, čisto v neki drugi luči in seveda je zdaj res, kot da bi videla Brendona iz serije Vemo katere, ne, marsikoga, ne, oprostite, se ne spomnim več, ko je bila njegova punca. Tako da imam čisto drugačen, zdaj, ko vas vidim, tudi tako se mi zdi prav, nekako se me hvaležna sem, da sem pobliže spoznala tudi igralce mladinskega gledališča, se mi zdaj to en krasen preplet, do ostalih treh niti ne izgubljam besed, ker bi bili še te zunani, ki so prišli iz Novega Sada in Ukrajine in ne nazadnje Romunije, madžarščina je naredila poseben vtis na marsikoga, no tako. Tako da to se mi zdi, da je bilo res nekaj krasnega kot doživetje in zato smo hvaležni, hvala ne, da in vsem, ki ste uspeli z prestolnico kulture, ker mislim, da bojo še dolgo bo o tem tako ali drugače odzvanjalo v nas. Ampak to je še Karlo. Ne moramo mi pozabiti na Karlo tam. In Karlo? Kaj bo zdaj? To ni, on je povezal zdaj to vse skupaj in kaj bo zdaj s Karlotom? Častni Pčan. Dobra ideja. Dobra ideja. Kot je Karlo povedal, mislim, da smo slišali v 83, ki se njegovo življenje precej povezalo s to dedekalogijo, ne, dodekalogijo, se je tudi v tvojem življenju nekaj spremenilo. Danes te tu srečujemo kot očeta. Tako da, mogoče samo še ti to svojo izkušnjo deliš, ker marsikdo ne ve, kaj je v prejšnjem letu se zgodilo v tvojem življenju. No, perché mi sembra che devo dire due cose molto importanti, però se le dico così, uno dice, è morto mio papà, è nato mio figlio, adesso, no? Allora, c'è questa cosa, avete costruito questo spazio incredibile. Ho detto a Tommy in Italia, appena siamo arrivati Neda ha detto alla mia compagna che la sua, ha detto c'è una stanza dietro un vetro, tu puoi vedere tutto e all'atti, adesso lei lo ha alzato, si vede il bambino, non si vede bene male, devi muoverlo un po'. Bo svedelo malo čudno, ampak v zadnjem letu. Quello lì è Cosimo, si vede una sagoma che si muove. Senco Kozima, mojega sina, vidite od zadnji na oknu, ne da mu je rekla moji ženi, da gre gor, partnerka, da pa pač ima še za šipo, da je mir. Ampak ker, če povem, kaj se je zgodilo v zadnjem letu, bo zvenelo malo čudno.
ker v tem letu je umrl moj oče in se mi je rodil sin, Cosimo, tako da vidite ga pa tam. E poi dico questa cosa qui, allora, cioè questo ok, è ovvio, è lì, ma ho pensato a questa cosa, ho provato a dirla, ma non so se l'ho detta bene, faccio un azzardo adesso, provo a dirla. Era novembre che eravamo assieme, è morto mio papà e io ero lì con lui proprio la sera che c'era il debutto. Lui è morto la sera in cui è stato il debutto dell'81, 82. E siccome sono stato 2 anni a fare la dodecalogia, ho pensato come faccio a non perdere questo momento, perché so che la mia mente avrà bisogno di allontanarlo. E mi sono abituato con la dodecalogia a vedere questi momenti quando muore nonna Anna, cioè mi spacca, proprio mi si rompe qualcosa dentro. Io penso che 5 sere di fila ero distrutto, cioè sapevo che moriva, ma tornavo e dicevo ma perché ho bisogno di rivivere questa cosa, no? Ed è strano quando è morto mio papà e sono molto contento di aver condiviso questa esperienza cioè con tutti e anche con il pubblico, ma questa domanda che penso che secondo me qui tutti ci capiamo, che io proprio dicevo ma adesso come farò, no? Io perdo questa immagine dolorosa, la perdo, però c'era qualcosa di molto potente. Non so, mi è sembrato che era più chiaro questo bisogno. Scusa, mi sono accorta adesso che questo bisogno così, diciamo, umano, profondo, e in qualche modo sentivo che, ma non in un modo logico, però questa opera d'arte rispondeva a questo bisogno che io l'ho sentito così vicino. Ne vem, če bom znal pravilno to povedati, bom pač tvegal, bom skušal povedati, ampak novembra je moj oče umrl in umrl je prav na večer, in sem bil z njim, ko je bila premiera 82. In 2 leti sem bil že z vami, z dodekalogijo, tako sem bil noter v to vpet in sem se samo spraševal, kako zdaj se abstrahirati nekako, da ne izgubim tega momenta s svojim očetom, ker sem tako noter bil v dodekalogiji. In to je bilo tako težko, ampak prav ta povezava, o kateri smo cel večer slišali, je tudi privedla do tega, da ti doživiš v gledališki predstavi določene stvari, ki se te dotaknejo in so del tvojega življenja. Moj oče je umrl in v dodekalogiji, ko umre nona, je to trenutek, ki te zlomi. Ampak mene je še posebej zlomil zaradi svojega osebnega doživljanja in sem se spraševal, zakaj pa moram jaz to vsak večer znova doživeti to bolečino. 5 večerov zapored, da se to more ponavljati. Ampak verjetno prav zato, da to doživiš na nek način in tudi zahvaljujoč vam, da smo bili vsi skupaj povezani, pa tudi z občinstvom, mi je to dalo nekako odgovor na to osnovno vprašanje, zakaj jaz to rabim doživeti, oziroma zakaj je prav, da to doživim in doživim v neki globini. In to mi je tudi dodekalogija pri tem pomogla, da sem to doživel. Nekako misli takole. Jaz mislim, da bom mnenje vseh povedala, če rečem, da je Karlo postal tudi del nas, tako ali drugače. In v imenu vseh, ki te imamo radi, bom povedala še eno naključje. Pred leti je ena založba slovenska izdala v več jezikih otroške pesmi Srečka Kosovela. Žal ne v letu dodekalogije, pač bilo je let 1999, jaz sem sebi zadržala v italijanščini, slovenščini, v enem jeziku sem rekla, tega pa ne bom rabila in sem pustila na uredništvu. In včeraj, ko sem tuhtala, ma nekaj moramo temu Karlu podariti, je postal očka, pogledam po tej omari in najdem. Jaz ne znam prebrati il frut e il sorelli. V glavnem v furlanščino so jo prevedli, Srečka Kosovela,
Tako da, evo, v imenu vseh nas za celo družino pa še prevod slovensko-italijanski, ostri ritmi, ki jih je naša prijateljica Jolka Milič prevedla in pošla kakšno slovensko besedo, prav tako Srečko Kosovel, ker je leto Srečka Kosovela, evo. Čisto na koncu, samo še to. Jaz imam danes to majčko, ki je vezana na ta čas, je majčka akcije My Voice, My Choice. Ko sem razmišljala, kaj bi se oblekla, sem skoraj Boba Dylana, ker pač je bilo toliko Boba Dylana in z možem hodiva na Boba Dylana. On je velik fan Boba Dylana, jaz sem samo jokala pri tem, ne, se mi zdelo fajn. Ampak prvi sem pomislila, kaj nas veze, ne smemo pozabiti tudi na naš čas. In ko so leta 1974, ki pa je v dodekalogiji, upisali pravico do splava v jugoslovansko ustavo, si res nismo mislili, da bo moralo 50 let kasneje, leta 2024, se začeti neko gibanje za to, da nam te pravice ne bi vzeli. Zato sem si izdala to majčko, poklon dodekalogiji in poklon našemu času. In čeprav očitno se iz zgodovine, ki je veliko, nismo kaj dosti naučili, namreč še vedno je tu, živimo čase vojne, mislim, da lahko take stvari in umetnost definitivno je rešitev. In če se bomo večkrat zatekali umetnost, bo manj sovraštva, bo več sprejemanja, bomo lažje razumeli drugega. In zdaj gremo zapit. Še to, glasba, ki jo bomo poslušali, seveda je izbor iz dodekalogije, še to nekega dne upamo, da bo nekje prišla ven ena playlista z vseh komadov, ker to mi bi poslušali, ker zdaj, ko hodimo po svetu, rečemo, ta je zunaj dodekalogije, to. Za tiste, ki pa niste še videli 72, to je ta predstava za eno osebo, bo še možnost in solističi, na katere se lahko upišete in vas bojo poklicali. Tako, to je pa to.